Ja, to je moj dress code, so rekli dress code rumena in jaz sem pač že imela obleko. In jaz sem človek, ki si skuša delati čim manj težav v življenju, to se pravi v hipu pomislim, kaj bom pa zdaj, ne kaj ne bom zdaj. In prva pomoč, ki vam jo dam danes je, ko vzgajate vaše otroke, se opremite s fleksibilnostjo in zelo malkrat uporabljate stavek, to se ne spodobi. Zaradi tega, ker verjetno je kdo pomislil, da se to ne spodobi, da Marela je za dež, da Marela je za odzunaj, da ni za na oder in tako naprej. Ampak jaz sem rešila moj status in sem si narisala sonce, to sploh ni dežnik, ne? Tako da boste vedeli. In misije in upam, da se bomo skupaj dobro počutili v času predavanja. Zdaj bi pa jaz kar... A ga lahko ugasnem? Lahko. Ja, to je najina družina. Veliko tole sliko kaževa, zaradi tega, ker jaz rečem staršem, da je to en tak čudež. A veste, tako zgodil se je trenutek, ko noben ni imel muzola, ko noben ni bil preslabo oblečen, ko midva nisva bila skregana, ko smo bili vsi siti in se vsi smejimo na tej sliki. In ja, to je pač taka podcukrana kičasta slika, ki se kdaj pa kdaj v družinah tudi zgodi. Drugač pa sva starša, ki sva popolnoma enaka vam, nisva spala, bila sva histerična, bila sva panična, imela sva misli, da jih bova pometala čez okno. Zadnjič sem na Facebooku napisala, da vam bom tukaj zaupala, če sem kdaj koga hotela ubiti, sem. Veliko sem jokala in velikokrat sem se spraševala, a delava prav, a delava narobe, in zelo velikokrat sem imela občutek, da jaz delam vse prav, Albert pa vse narobe. Tako da mislim, da nisva čisto nič posebenega, mislim, da je točno tako pri vas doma. In to je življenje. In jaz želim, da imamo čim več takih nasmejanih trenutkov. Ampak zdaj bom šla v bistvu z našega družinskega odnosa majčkeno ven, ker pri nas se je zgodilo kar veliko sprememb v tem letu. 3 otroci so odšli od doma. In to je super. Zaradi tega, ker ta-mal zdaj ne more več reči, da je nekdo drug šalico na mizi pustil, pa tudi on je zelo malo doma, tako da, ko greva je pospravljeno, ko prideva je pospravljeno. In najstarejši je Izak in rada bi vam pokazala, včasih sva mislila, ko so se rodili, a ne, so bili predsedniki države, Nobelovi nagrajenci, a veste, kako ga v zibki gledaš, najlepši je, pameten je, pačati se že zna, čist smo navdušeni nad njima, ne, in potem ga vidimo s titulami, z izobrazbami na uspešnega. In razmišljamo o tem, da mora on tja priti in da mora on sam tja priti in da mi smo v resnici samo njegovi spremljevalci. Nič drugega ne moramo narediti, kot da ga spremljamo in spodbujamo. In ja, Izak je otrok, ki je bil prvi predsednik države pri nama. In ne vem, mislim, da je imel on zelo veliko sreče, da je naju hitro pamet srečala in sva opazila njegov talent. On je danes izdelovalec inštrumentov iz lesa in postavlja svoj brand, ni še obogatel od tega, zelo se težko preživlja, ampak ve, da je treba delati, da se je treba truditi, da je treba dati nekaj od sebe. In to so njegovi izdelki. Za preživetje kdaj tudi kakšno broško naredi pa ogrlico. Ampak načeloma je izdelovalec glasbil. In vse to, kar ste videli zdajle, je narejeno ročno. Skratka, je rokodelec, dela pač na roke. In naslednji najin otrok je tukaj med publiko. To je Medeja, ona stopa po najinih stopinjah. Gre v terapevtske kroge in si še gradi svoje vrednote in svoj prostor v terapevtskih krogih. Ampak kar je meni všeč je,
da ima pomen ta dva stavka. Tako. To sta sicer njena stavka, ampak vem, da je to ta moj vesele, optimizem, a ne? Kar ima pomen, boste še slišali. Po tebi bo dobra terapevtka. Kar bi še rada rekla je, zdaj pa imam tak občutek, da je ona otrok v najini družini s prav posebnim poslanstvom in ji ni prihranjeno v življenju, ampak jaz pač jo vidim, da pač dobro handla in da zmore vse in da boste še slišali za njo. In to je najin tretji otrok, tudi punca Ilona. Ona študira v Rotterdamu, na Nizozemskem, fotografijo. In kar je zanimivo pri njej, mogoče te zgodbe v bistvu govorim zato, da boste videli, kako se življenje obrača. Ona je otrok, če bi me par let nazaj vprašali, kjer vajen otrok bo šel v tujino študirati, bi rekla Ilona ne. In je šla težko. In velike boje bi je sama s sabo, zelo nas pogreša, mi smo zelo povezani, tako da je težko. Ampak po drugi strani pa zelo uživa v izobraževanju in v svojem delu, najdla se je in to je pač nekaj krasnega. In še zadnji otrok, a minute šteješ, a ne? Nekako. Ta je res zadnji, ker ne bom imela nobenega več. Tale me je največ naučil. Res. Ko je naredil maturo, sem rekla, a te lahko danes nagonim, ker sem cel življenje toliko bila potrpežljiva. Zato, ker po vseh mukah, ki smo jih imeli s šolo, je pol maturo naredil s prav dobrim uspehom. Ampak to, kar vidite na sliki, je on in on je nama celo življenje govoril, jaz bom živel od hribov in od bordanja in to zdaj začenja. Tako da jaz sem si mislila, da se to ne da, pa da je nemogoče, pa da bluzi, pa da sanja, pa da se mu ne da delati, pa tako. Ampak on je priden in vztrajen in verjame vase, tudi takrat, ko smo mi malo mislili, da pač govori neumnosti. In zdaj že sodeluje s Krvavcem, z Voglom, Smučarsko zvezo Slovenije, hod v hribe, skratka. Njegov brand, ki ga razvija, je Medit Films. Tako da to je naša družina. On je še doma, ampak mislim, da ne bo več dolg, predvsem zaradi tega, ker je zdaj veliko sam. In ni navajen biti sam, ker mi smo imeli veselico v hiši ves čas. Ok. To ste že vse slišali, ne? Mogoče samo toliko, res nekaj knjig imava, letošnjo izdajo slovenska ima novo oblekco. Tako da, če bo koga zanimalo, je tam stojnica, mislim, da je celo nekaj podpisanih. Drugače pa, ja, sva družinska partnerska terapevta. V tem tednu je knjiga praznovala 4. rojstni dan in od takrat, ko sva jo izdala, rekla sva si, zakaj nisva napisala že 10 let prej. Od takrat sva postala čez noč tudi strokovnjaka za vzgojo. Ampak ja, mogoče je to neka, kaj jaz vem, mogoče neko sporočilo. No? Glejte, prav enako sva se počutila, kot se vsi starši počutijo, prav nič bolj pametna nisva ali pa kaj posebej nadarjena. Ampak sva pa verjetno počela nekaj, kar bova malo podelila tudi danes. Veliko sva se pogovarjala, veliko sva se spraševala, veliko sva razmišljala, ja, tudi kaj sva prebrala, tudi kaj sva se šla učiti. In to je mogoče en prvi odgovor na to, kako dobiti pomoč. Namreč, kam iti pomoč in najin odgovor je, da moč imamo mi v sebi. In to moč lahko najdemo, to moč se da odkriti. Je pa seveda fino, da gremo tja, da ne odkrivamo tople vode, če
nam nekdo lahko že kaj pove. In mogoče glede moči, a veste, v vzgoji imamo eno zelo velika sprememba, je živeti današnji čas, biti danes v teh časih v vlogi staršev v primerjavi z nekimi preteklimi obdobji. Namreč v preteklih obdobjih so seveda neka temeljni moment vzgoje je bil vzgajati za avtoriteto in danes seveda isto rabimo avtoriteto. Razlika je v tem, da smo se mi avtoritete bali. Naše generacije so naredile mentalitetno spremembo in jaz to zelo zagovarjam in mislim, lahko ponosni na to. Namreč naši otroci nas ne bojijo več. Ne? In zdaj seveda en del prebivalstva se nad tem pritožuje, ker so stranski učinki, da nimaš nobene avtoritete, ampak tukaj bi jaz mogoče sam to rekel, da velikrat zamenjujemo ta pojem moči na en tak čuden način. Mi še zmeraj verjamemo, da lahko upravljamo v odnosih, v vseh odnosih, ne samo v teh bližnjih odnosih, z močjo. In tudi, ko smo starši, seveda veliki, močni, otrok je majhen, mi ga stavimo z močjo, z močjo mu rečemo, tukaj boš sedel, ne boš šel ven s stolčka, to boš oblekla zjutraj. A veste, tukaj smo v tej, bom rekel, na tej špuri, da nekako nas prime zlorabljati moč. Oziroma, kaj je od spodaj, mi smo tako zelo nemočni takrat in se poslužimo te zadnje bilke, ki je seveda naš vzorec. Mi smo bili verjetno deležni tudi takih manevrov in to je edino, kar imamo pri roki. To je ena zadeva. Zdaj druga je pa v bistvu mogoče to, kaj je dejansko skrivnost te starševske moči. Ne gre za to, da mi uporabljamo to fizično moč, ampak da uporabljamo neko notranjo moč, to, kar je dejansko avtoriteta. Ja. Tukaj bi jaz, mislim, tako, skrivnost starševske moči, to je odgovor z eno besedo, je stik z otrokom. In zdaj ne govorim o takem stiku z otrokom ali pa o takem stiku z otrokom, ker to vemo, da se ne dela in tudi res ni treba delati, ampak je čustveni stik z otrokom. In kar je tukaj pomembno, pač na tem koraku vam želiva povedati samo to, da tak stik, kot smo ga mi imeli, ko smo bili majhni, mi poznamo. In zelo velikokrat je težko iti iz vzorca, ki smo se ga naučili skozi izkušnjo. Jaz sem se naučila od mojih staršev, kaj to pomeni poslušati, kaj to pomeni resno vzeti otroka, kaj to pomeni postavljati meje, kaj to pomeni, ko se reče lahko ali pa ne smeš, kaj to pomeni, kaj pomeni odnos do dela, odnos do sester, odnos do pač vse, kar je povezano z nekim čustvenim nivojem. O tem mislim, da boste danes še tudi veliko slišali. Za nama od predavateljev je, da stik z otrokom, čustveni stik z otrokom je pot, ključni odgovor za to, kdaj imamo mi na otroka vpliv in kdaj bo otrok videl smisel, da nas uboga. Jaz ne maram te besede, ampak kdaj bo videl smisel, da nam zaupa, toliko zaupa, da bo naredil to, kar mu naročimo ali pa kar mu rečemo. In tle bi vam rada še povedala to, da stik se ne dela v urah, ki jih preživite z otrokom, ampak se dela v trenutkih. A veste, ko vi pridete, ko ste doma, pa kuhate, pa kole imate prijateljico, ki je v službi nekaj zamučila, pa joka po telefonu, pa pride otrok, pa vas pocuka, pa rečete, ja, bom pol. Glejte, to ni problema, če res pol pridete.
Ampak problem je v tem, da ga mi redko kdaj slišimo in ti trenutki odidejo. In to so trenutki, ko otrok skuša in prihaja in se ves čas vrača in tako kot mi odrasli se tudi otroci enkrat naveličajo, pa veliko poznej, a ne? In potem ti otroci postanejo najstniki in pridejo starši k nama in rečejo, sploh nič ne govori. Ne? Kaj vprašam, skozi govori, v redu je, ali pa nič tacga, ali pa vse je bedno. Kako naj naredim stik? Lejte, ne bom vam rekla, da je prepozen, ker nikoli ni prepozen, ampak težko. Zato tisti, ki imate male otroke, dajte loviti trenutke. Tukaj si lahko pogledate en video na najinem YouTube kanalu. Trenutek šteje. To je video, ki je imel ogromno ogledov, ampak ni zato dober, ker je imel ogromno ogledov, res je dober. Res je dober zaradi tega, ker govori točno o tem, kako mi pridemo z otrokom prvič popoldan v stik, kaj je naše sporočilo njemu. A on začuti, da smo mi prišli po njega in da smo ga veseli. Ali pa, ko je otrok večji, a začuti, da smo ga veseli, ko je prišel domov iz šole. A mu rečemo, koliko smo matematiko pisala. A veste, to so taki mali trenutki, mali detajli, ki gradijo korak po koraku trden temelj, da boste vedeli, lejte, otrok vam nikoli ne bo vsega povedal. Ampak kar je pomembno je, da komu je težko, da ve, da lahko pride k vam. Da ve, da bo dobil varno pristanišče in varen odziv. Mogoče to manj je več, a ne? A veste, ves čas smo v tem časovnem, ne? Ves čas nas preganja čas, ves čas imamo te občutke, da smo premalo z otroki, da bi mogli biti več. Ampak pol, a ne, ko ga pa vidimo, ne, imamo pa to, kako je bilo v šoli, kaj ste pisali, si bil kaj vprašan, kdaj greš delati domačo nalogo, kdaj bo šel domače branje, kdaj imaš še tisto, ko imaš za nazaj za narediti. Ne. Zdaj, ko je manjši tam do 5. razreda, mogoče še posluša, ko je verjetno sliši samo pol prvega stavka, ker se obrne pa gre. Ne. In glejte, to recimo, da damo otroku sporočilo, mar mi je zate, vesel sem te, da naredimo najprej nek stik in zmanjšamo vso to, vsa ta pričakovanja, vse te storilnostne pritiske, s katerimi ves čas živimo. To je nekaj, kar se sigurno obrestuje, ker nam bo potem otrok sam povedal, kaj ima za delati, kako se bo lotil in tako naprej. Ampak gremo dalje. Naslednji pojem, ki nama je zelo pomagal razbremeniti, je to, da sva iskala ravnotežje. Zdaj, to je beseda, ki se navezuje tudi na prejšnje predavanje. Ne vem, nevroznanstveniki bojo govorili o tem, da ko nimamo notranje integracije, ne funkcioniramo zdravo. Ko med sabo nimamo ravnotežja, tudi v partnerskem odnosu, ne moramo biti dobri starši in tudi v našem odzivanju do otrok je to en zelo pomemben pojem ali pa neko zelo pomembno vedenje. Zdaj, gledajte, živimo v času, ko smo zelo zmedeni, ali permisivna vzgoja, ali neka druga, ali smo pol helikopterski starši, ne vem, vsak teden je nova vzgojna ideologija, na internetu imate polno nekih teh kanalov in smo zgubljeni. Eni rečejo zdrava kmečka pamet, ne vem, midva imava tukaj mogoče eno tako bolj preprosto praktično načelo. Glejte, predstavljajte si, kako otroka učimo zavezati čevlje. Skratka, s kakšnimi odzivi, mi za svojimi odzivi gradimo otrokovo izkušnjo. Otrok raste samo preko učenja, učenje je sprejemanje, nalaganje izkušenj. In izkušnje se ne dobi tako, da se mu pridiga
Pa, ne, otroci nas ne poslušajo, to mislim, da ste se že, to ste že dojeli. A ne? Otroci nas opazujejo in posnemajo in se odzivajo. In zdaj smo mi tisti pomembni, ki seveda z našim načinom odzivanja gradimo to otrokovo osebnost. In recimo, a ne, en tak, bom rekel, zdrav odziv je, da vemo, kdaj je otrok dost, recimo, fino motorično razvit, tam nekje pri 6 letih okoli, a ne, da si zna zavezati čevlje, da je sposoben se začeti učiti tega. Ne. In a ne, ga pač najprej en vozovček, drug vozovček, ga spodbujaš, čakaš, če te rabi, daj mi pokaži, še enkrat pokažeš. Skratka, na nek tak igriv način navadno to naredimo. Ne? To je recimo en model odzivanja, ki mu rečemo zdrav odziv. Drug model se nam odi, nimamo časa, nimamo potrpljenja, pa kdo te bo čakal, pa neroden si tako, kot mami, bom jaz to namesto tebe. Ne? A veste, naredimo na mesto otroka, ukrademo izkušnjo učenja in kaj otrok dobi s tem? A ne? Otrok dobi to, da pač se bo že mami, saj meni ni treba, ne? Saj bo zmeri nekdo, ki bo naredil namesto mene. Otrok se znajde v situaciji, ko mora samostojno nekaj narediti, odpove. A ne, temu rečemo, da smo vsiljivi starši. Potem druga skrajnost je pa ta, da rečemo, saj si že dosti star, pa v resnici otrok še ni dosti star. Se pravi, otrok doživi neko zanemarjanje ali pa ne dobi naše podpore takrat, ko je v stiski in bi rabil našo podporo. A ne? Ta otrok bo o sebi razvil mnenje, da je nesposoben, da ne zmore, da bolj, da se nič ne loti, ker mu nič ne bo uspelo v življenju. A ne? To so zdaj, bom rekel, dve skrajnosti, dva skrajna odziva in eden, ki je v nekem ravnotežju. Ja, zdaj pa malo zgodbic skozi razvoj o tem odzivanju. Je tako, a ne? Pol pa dobite otroka, recimo, takoj, a veste, zazna svet okrog sebe in ko imate občutek, da vas je končno prepoznal in reče, jaz sem rekla, Albert, lega, smeje se mi. Ampak potem ta otrok začne sedeti in potem začne puzati in enkrat zagleda nož. In mene so učili, moj vzorec je, da otroku se noža ne da, ne vem, do 6. leta. Ne? In potem sva midva začela skrivati nože. In jaz sem vedela, ne? Jaz sem rekla, Albert, enkrat bo sam, bil je res še zelo majhen, enkrat bova midva nek nož pustila, enkrat bo pač nekam odpuzal, enkrat ne bova pozorna, lej, to ne gre nikamor, ker on je bil, a razumete, nož je kar tekel za njemu, to sta bila tako prijatelja. In sva se odločila iti ven iz okvirov, a ne, zato sem vam rekla, zato sem tudi z dežnikom prišla na oder. Ven iz okvirov. Nehaj razmišljati, kaj je prav in kaj je narobe. Pri vzgoji na tak način razmišljati ni okej. Kar je prav je, da imate vi svoje vrednote in da veste, da te vrednote so pač take, kot so in da se tega držite. Vse ostalo so prepričanja, ki nam lahko delajo težave. Skratka, tega otroka, ki danes izdeluje inštrumente, zato sva vam to sliko tudi pokazala, sva midva posedla na stol, ko še ni hodil. In sva mu dala nož in je z mano kuhal in je z Albertom kuhal. In se je učil rezati. Skratka, edini način je bil, da bo on varno z nožem, je, da ga naučiva nož uporabljati. In ko je dobil nož takrat, ko je bil z nama, je nehal težiti takrat, ko je bil sam okrog tistih predalov. In ko je bil mal večji, ne zelo velik, vam rajš ne povem, koliko je bil star, je dobil prvega švicarja. In jaz sem mu vedno rekla, pazi, da bo oster, ker z ostrim nožem manj boli, ko se urežeš in urezal se boš. To tako je v življenju. Ne? Jaz vem, da se z nožem lahko urežem, pa sem se že velikrat. Pa vi tudi verjetno, a ne?
No in potem je pač seveda napočil trenutek, ko se je prvič urezal in njegova reakcija je bila zelo zanimiva, ni jokal, ampak se je tako držal za prst in je prišel k nama in je rekel, peče, a imamo flajšter. No in od takrat naprej je pač bil Švicar vedno z njim in on je pač vedno ustvarjal, vedno je nekaj razlov, vedno je nekaj počel, skozi je imel nekaj v rokah. In zato sem prej rekla, da ima srečo, da je naju pamet srečala dovolj zgodaj, ker s prepovedovanjem bi verjetno uničila oziroma skrila ta njegov talent in bi sam celo življenje čutil, da ni to, kar bi rad bil. In niti ne bi vedel, kaj bi rad bil. In druga zgodba, jo bom zelo na hitro povedala, so stopnice in otroci. Mi smo vedno živeli tako, da smo imeli ogromen stopnic. Najprej smo živeli nekje, ker smo imeli celo nevarne stopnice. In pol so bila tista vratca lesena moderna. In pač seveda smo starši dobrega srca in nočemo svojih otrok zares pobiti. In pač kupujemo varovala, pa v štekarje vtikamo vse živo. In tudi midva sva imela tisto ograjico. Ampak ker jaz sebe zelo dobro poznam, vem, da vsakič tretjič tiste ograjice ne bi zaprla, ker pač vedno nosim polhan stvari v rokah in pozabim na te stvari. Ker jih nisem navajena, ker mogoče se mi zdijo tudi brezvezne. No in tisti, ki imate zelo majhne otroke, a veste, koliko je to super. Otroci znajo lahko hoditi po stopnicah, preden hodijo. Gor po kolenih, dol po riti. In ko sem se jaz drajsala po riti po stopnicah, sem bila majhna, so mi tudi rekli, da to ne smem delati. Ampak najini otroci so hodili gor po kolenih, dol po riti. In to je bilo zelo varno. In ko so enkrat shodili in ko so se počutili dovolj varne, so znali ujeti pač ravnotežje, tako da so se prijeli za ograjo. Glejte, govorim vam o tem, da manj stresa vam povzroča to, da rešujete stvari, ne da jih prepovedujete. Da iščete rešitve, ne da si zapletate življenje. Ker če morate vi misliti, da mora ograjica biti zaprta, da ne sme noža prijesti, da ne sme cukra jesti, da ne sme tega, da ne sme unga, da ne sme tretjega, vse se vam lahko zmeša. In začnite razmišljati, kako se imate z otrokom lahko fajn in kaj otrok lahko, ne česa ne sme. Kje lahko razvijate njegovo ustvarjalnost, kje ga lahko spodbujate. A razumete? Ja, da dela tudi neumnosti, da dela napake, da popravlja napake. Ura nama bo malo nagajala. Kar povej še to zgodbo, ne? No? Dobro, mislim, to, a ste z mehkimi, je v redu, pol pa zraste v pubertetnika, in je seveda najbolj pametno biti na svetu, in on se ne bi učil, zato ker kaj ti bo šola? Jaz bom živel v hiši na drevesu. Ampak ne, to ni še nič. On bo živel v hiši na drevesu in od česa boš pa živel? Od listja in črvov. Ob moji tako čudoviti kuhinji. Kaj pa, ko si boš kruh zaželil? Kruh, ne bom kruha jedel. Jaz bom jedel listja in črve, jaz ne rabim denarja, jaz bom živel v pač, In glejte, spet vam bom opisala dva tipa staršev. Eden tip, bi rekel, veš kaj, to je neumnost. Ti moraš v šolo hoditi. Enkrat boš sigurno, verjemi si, zaželel imeti hišo in če imaš šolo, imaš službo. Se bom lepo obnašala, da ne bom zmer na posnetkih mojih sredincev kazala. In skratka, lahko mu moraliziramo, peramo možgane, ga silimo, lahko pa rečemo, a res? A bom lahko prišla na obisk? In ker je bil najstnik in ker me je itak imel do tukaj gor, je rekel, moja hiša na drevesu bo toliko daleč, da boš mogla 2 uri hoditi. Lahko prideš na obisk. In on ve, da jaz ne maram hoditi. Tako da, in pol sem ga sprašvala, da kako pa s prijatelji, pa bo kar sam, a veste, pač razvijate njegovo ustvarjalnost, prikličete mu sliko, ki jo želi, naj si jo nariše. In zdaj ne vem, ne bom nič rekla, mogoče bo ta otrok res živel v hiši na drevesu, zato ker pač zelo gre po poti, ki si jo je zastavil in zelo uspešno hodi po poti, ki si jo je zastavil in
se s tem delno tudi že preživlja, zato da lahko pozim uživa v hribih in na snegu, je pač prej poštar, da zasluži denar. Tako da, lejte, morbiti je hiša na drevesu, pač zgodovina mogoče ne bomo videli v prihodnosti na kakšnem predavanju. Ja, lejte, to so zdaj zgodbe, ampak od spodaj, pod temi zgodbami lahko čutite, imamo možnost, da se gremo to prepričevati, pa da ne moreš tako, pa kako moraš tako razmišljati, pa pol seveda najstnik reče, gre se boriti stari, dajmo ga nazaj. To reče že 3-letnik. V redu. Ja. V redu. Ampak, gledajte, tukaj res zelo veliko zgubljamo moči. Če padamo v te, midva rečeva, plese, zelo veliko moči zgubljamo. In da se na veliko bolj eleganten način, bom rekel, speljati te zadeve. Zdaj, teh načinov je v knjigi, knjiga je zelo debela, ne zato, ker bi imela midva toliko zapovedati, ampak ker je toliko takih zanimivih. Ker se je toliko zares zgodilo. Ja. Dobro, gremo naprej. Glejte, to... Sploh ne rabiš govoriti, ker vejo, zakaj se gre. Ne, to ni tista zgodba iz prejšnjega predavanja Janez gre v šolo. Sej poznate to pravljico. Jaz, ko sem v šoli delal, sem malo opazoval, a veste, kočija se pripelje pred šolo, služabniki v eni osebi skočijo ven, poberejo torbo, neke vrečke, bundo, kapo, rokavice, nekaj imajo že v ustih, pol grejo na zadnja vrata odpreti. In zadaj sedi sam presvetli cesar. Zdaj seveda, tako se nevidna preproga se pogrne do šolskih vrat in kraljestvo seveda stopa. Zdaj podaniki klaufajo naprej, tam pridejo na vrata, zdaj spet, jaz ne vem, koliko rok imajo, veliko, ker še vrata znajo odpreti. Spet kraljestvo naprej. Naslednja scena je neko kraljestvo sede tam nekje v garderobi in iztegne nogo. Ja. Vidim, da poznate, dobro, poznate. Ne v enih, služabniki so takrat že na kolenih, pa... Ampak, a veste, Ampak višek, risalni blok si pozabil. Ja, višek je točno to, Risalni blok si pozabil, danes moramo prinesti 10 novih listov risalnih. En služabnik z nadzvočno hitrostjo oskrbi manjkajoče. Ok, gledajte, vidim, da vam je blizu, da poznate to pravljico. Glejte, tukaj je to, da starši res to delamo zato, ker nam je mar za otroke, ker jih imamo radi. Ampak stranski učinek je pa v bistvu sporočilo, da otroku nič ni treba. In ja, imajo pretežke torbe, se strinjam. Kakšno stvar pa tudi lahko sami naredijo. In a veste, mi recimo s tem, ko toliko naredimo namesto njih, jim onemogočimo, da bi oni bili lastniki svojih izkušenj. Se pravi, oni nimajo izkušnje, iz katere bi se lahko učili. In to ima pol seveda, a veste, tako se začne. Ampak tam nekje v 9. razredu pred vpisom v srednjo šolo je pa histerija. Jutri pišemo ali pa jutri bi mogla prinesti domače branje. Nisi me spomnila, 5 brati, jaz ne morem. A veste, zdaj od staršev slišimo, tisti, ki pridejo recimo k nama, takoj prepoznava, ko govorijo v prvi osebi množine. Smo cvek pisali, popravca imamo, pa vem, da ima diplom.
Ne? Okay. Tole lastništvo svojih izkušenj je seveda mislim, da je eno večjih bremen, ki nam povzroča občutek preobremenjenosti. A ne? In, Tukaj bi jaz mogoče samo rekla eno stvar, zelo pomembno je, da si zbijete z glave, da otrok nikoli ne sme trpeti in da ne sme narediti napake. Zato, ker, glejte, otroci tukaj niso čist nič drugačni, bolj drugačni od nas. A ne, pomislite, ko eno stvar ustrajate in ustrajate in ustrajate in potem vam uspe. Kakšen občutek imate takrat? Zmagovalci ste. A ne? Zmagovalci ste in takrat v bistvu tudi ne rabimo, da to cel svet vidi. Zato, ker se mi sami s sabo tako dobro počutimo. Ker nam je uspel, ker sami sebi lahko rečejo, uspel mi je. In otroci, namesto katerih mi vse naredimo, nimajo nikoli tega občutka. A veste, koliko mora to biti grozen? Koliko mora to biti grozen občutek, da otrok ne dobi občutka, da je zmagovalec, da je premagal samega sebe, premagal svojo lastno nemoč, zato ker je ustrajal. Da je dobil občutek, da zmore stvari, za katere je mogoče prej mislil, da so nepremagljive. In zato jaz tolikrat staršem rečem, pustite jih, da se potrudijo, ampak ne jih pustiti same. Lahko mu vsakič, ko mu ne uspe, rečete, enkrat ti bo uspelo. In tukaj vam jaz lahko povem, najmlajši je otrok, ki sem mu jaz to govorila skozi, še zdaj mu govorim. Ampak on je to rabil in njemu je bila 2 v šoli 5. Čeprav jaz kot mama sem si želela, da bi imel 5. In njemu je bilo iti v šolo težji, kot je bilo meni karkoli kdaj narediti. In zaradi tega, ker sem mu vsakič, ko sem ga srečala, sem rekla, lej, enkrat bo konc in ti to zmoreš in ratal ti bo. In na koncu boš zmagovalec. On nikoli ni opustil ideje. Velikrat sva mu rekla, pa dej, zakaj hodiš v šolo, pej delat. Ne? In on je skozi rekel, jaz sem sposoben to šolo končati. Nikoli ni podvomil v svojo sposobnost, sam sistem, a ne, o sistemu, o katerem skozi govorimo, pa danes ne bomo o tem govorili, ker pač ni to namen, ampak on ga je težko prenašal. A ne, tak način učenja, tak način in pač to so tisti trenutki, ki jih pri otroku lahko ujamete, da mu spotoma lahko poveste, ja, sam bo vedel, če mu rečete to kar tako ali pa iz srca, to je tudi res. A ne? In tukaj to, kar sem prej začela, če imate vzorc, da niste imeli stika in imate težave s stikom in ne veste, kaj narediti, to se lahko naučite. Pejmo par takih, recimo, ker nam je težko pustiti otroka, da je lastnik svoje izkušnje. Ne? Otrok zjutraj, mami me boš zbudila, pa mami ob 6 budi prvič, pa 10:06, pa v 6:30, pol 6:50 nekako se zvlečejo ven z posle. In recimo ta mami, ki ji rečeš, pa dajmo budilko, pa se je dosti star, bo se zbudil in naj pač gre v šolo, oziroma naj pač nosi posledice. Ne? Ja, pa bo pa zamudil. Ne? A veste, ta strah, da bo otrok preveč trpel, da mu bo pretežko, da ne bo zmogel odnositi teh posledic, nas pač, bom rekel, nažene k temu, da mi vzamemo otroku te njegove izkušnje. Tukaj zdaj bi to je zanimivo, da mi je ta zgodba ušla. Ja. Ampak ta zgodba ni najina. Ne? Je pa moja na nek drug način. Jaz imam zelo hude težave zbujati ljudi. A ne? Zato, ker so mene ves življenje zbujali ob 5:30 zjutraj. Tudi v nedeljo pa v soboto. Tudi, kadar smo žurali skozi. Ob 5:30, mami, avsenike gor gremo. In jaz, ko moram koga zbuditi, mislim, da bom umrla, ker pač vem, koliko se on grozen počuti, ko ga budiš. A ne?
No in ena prijateljica najina je pač enkrat prišla in je rekla, da bo znorela, zato ker jih zbuja, še v osnovni šoli sta ta mala dva in celo eden je še do 5, punca je pa lih najstnica. Je rekla, da se ji bo zmešal, ker po 100-krat ima gre reči, že ne ostaneta. Ne? In da pač že zaradi tega jih začne zbujati 45 minut prej, da una dva. In pač ona meni to razlaga. In jaz sem ji dala nasvet, ker sem si ga sama želela speljati, pa ga nisem bila sposobna. Mi je danes zelo žal, da tega nisem pač bila sposobna, ampak pač nisem v tem času. In sem rekla, lej, kupi jima budilko. In jima reči, pač budilka bo zvonila, ostaneta, vaja pelem v šolo, ne ostaneta, gresta, kakor vesta in znata. Ne? In to je ena mama, ki pač ni pomislila, pol pa ne bosta šla v šolo, tako kot polovica vas zdajle. A ne? Pač ni pomislila, če jih ne bom zbudila, pa, ali pa če jim rekla, pač, da bojo izbrali tako. In ona kup tiste budilke in čez en teden dobim SMS, že kar deluje. Skratka, takoj, ko sta otroka dobila jasna navodila, ko sta dobila pač možnost izbire, ali se bosta kot kraljeviča vozila, ali se bosta vozila, ali bosta hodila peš, jima je bilo zelo veliko do tega, da se vosta, da jih pač niso zelo blizu šole doma. Še mogoče ena, bom rekel, drobna skrivnost. Tukaj noter je skrivnost avtoritete. Ta mama je to resno mislila in ona je imela sliko, kako bo to zjutraj dejansko. Se ne zbudiš pravočasno, greš v njeni sliki. In iz te slike je ona dala otrokom to izbiro. In jima je bilo tako jasno. A veste, če je nas strah, ne, in jaz nimam te slike, da bom jaz to speljal, pol to ni avtoriteta. In seveda dam otroku, joj, rajš se zbud, ker če ne, jaz ne vem, kaj bom naredil. Ne. Ker te bom itak peljal. Ne? In, a veste, otroci so zelo ekonomična bitja. Ne? Pač zakaj bi se še oni sekirali, če se mi to namesto njih. Ne? V redu. A ste se srečali s trmo? Ne, a ne. Mi tudi ne. Bomo šli kar naprej, ker tega res nismo imeli. Lejte, jaz tukaj res ne bi izgubljala zelo veliko časa, ampak kar je zelo pomembno je, da otroci dobijo jasna navodila in da dobijo jasno sporočilo, kakšne bodo posledice, ne govorimo o kazni, ki se bodo zgodile. A ne? In pač vsakmu se enkrat zgodi, kakšnemu v trgovini, kakšnemu pri zobarju, kakšnemu pri zdravniku, pač tulenje. A ne? In to tulenje ima seveda različne frekvence, ampak otrok točno ve, kera je tista frekvenca, ki vas postane sram. A ne? To se pravi, pač otroci se tudi različno na glas derajo, a še niste opazili tega. Pri meni se morajo fajn, pri Albertu se lahko čist potiham. Ampak on to zaznava zelo hitreje, ne, kaj jaz. Pač sva različna, a ne, v teh stvarih. In bom dala čist eno zgodbo z trgovine. Skratka, se zgodi v trgovini, rečem, ok, primem otroka, gremo domov, malo globoko diham, malo jokam, malo kva naj naredim, malo ga hočem frdirbati. Skratka, vse te misli mi grejo, ampak kar je problem pri nas je, da zelo, mi mislimo, da moramo hitro rešiti stvari. Ampak gledajte, če imate vi trmazga otroka, ki vas je spravil ob živce, vi ne morete takrat rešiti situacije, ker ste ob živce. Vi morate najprej rešiti sebe, to je prvi korak. To pomeni, primate otroka, greste domov in počakate, da se vi pomirite. To je prvi korak. Drugi korak je, da počakate, da se situacija pomiri toliko, da vi z otrokom lahko naredite stik nazaj. Ker vsakič, ko smo mi jezni, ko je v odnosu jeza, ni stika. A ne? Stik ni nekaj, kar je kar skozi. To je isto v partnerskem odnosu. A ne? Če pač midva nisva, če je eden od naju v nekem čustvenem stanju, da je jezen, da se poruši varnost in ni stika. In to je treba vedno znati na novo vzpostaviti, na novo zgraditi. In ko naredite to, poveste otroku, ne za nazaj, ampak kaj se bo zgodilo naslednjič. Danes tale situacija ni bila ok, naslednjič, ko greva v trgovino,
a ne? In mora biti posledica. Skratka, lahko daš mir in si z mano, lahko se pa dereš in ne vem, en mesec ne greš z mano v trgovino. Drugače pa, mi smo imeli en način, ko so bili najni otroci majhni, ko se je zelo dobro obnesel, pa so bili takrat še dinarčki. To je tako, kot da bi danes rekla, le jaz imam 20 evrov, tebi dam 50 centov. Moj nakupovalni listek je velik tokle, ti si lahko izbereš za 50 centov, kar si želiš. In potem bo otrok, govorim, da morate imeti denarne kartico. A ne? In da morate računati. In to je zelo super, ker če ko vaš otrok začne hoditi v šolo, lahko on računa. Koliko je 1 evro, pa 3 evre, pa 5 evrov, to lahko zračuna. In je pač fin športen dan, lahko trgovina, učenje, pa še športen dan. In potem bo rekel 20 evrov in boste vi mogli reči, ok, praška danes ne bom kupila. In on dobi vzorc, da pač ne moreš vedno kupiti vsega. In da ima on pač samo 50 centov, ampak ima jih. In to je učenje, a ne, tega, da se kdaj odrečemo, tega, da mu tudi kdaj rečete, danes pa ni 50 centov in tega, da jaz lahko izbiram v svojih zmožnostih. Odzivanje na čustva je še to, da čustva ubesedite. A ne? Jaz te razumem, da si bil žalosten, ker nisi dobil avtomobilčka. To mi je jasno, jaz bi bila tudi, če bi si ga želela. Pa tudi sem, kadar si kaj zelo želim, pa pač si ne moram kupiti. To je en del, ki ga razumem. Drugi del pa je, da tvoje vedenje ni bilo okej. In zdaj se bova zmenila, kaj bova naslednjič, ko te bo takole pograbili. Ker otroci, a ne, ko so večji otroci, pa rečejo, da si ne morejo pomagati, ampak vsi si lahko pomagamo. In to moramo mi otroke naučiti. Je pa problem, a ne, koliko mi tega znamo, koliko mi znamo začutiti svoje čustva in jih obvladovati. Jaz le razumem, da midva bi zdaj še pol ure govorila, sam mislim, da bova mogla počas pristati. Ne bova še, tole bova preskočila o pregovarjanju, pa se je na kakšnem najnem YouTube kanalu so te zgodbe gor, poglejte si. Tale princip načela izbire to je zdaj narisano, tisto, kar sva govorila prej. Če kdo želi tale PowerPoint, lahko pri Medeji tamle na pultu napiše svoj mail naslov in vam bova poslala te PowerPointe. Tako da... Ja, mogoče sam še to, no. Kje se lahko še kaj naučite? Nekaj najnih seminarjev oziroma izobraževanj v prihodnosti. Nekaj imamo za šole, precej priljubljeno, kako utišati nasilje oziroma kako komunicirati, ko so ta razburjena čustva. Tudi za starše imamo delavnice uspešna komunikacija z najstniki, vzgoja brez strahu, to bojo zdaj v januarju. To so najni kontakti, pejte tja, če hočete najne kontakte, vzemite se tiste zloženke, ki so na voljo. Jaz bi mogoče samo za zaključek končala s stavkom, ki sem ga danes že rekla. Otroci so nam zaupani zato, da jih spremljamo in spodbujamo skozi življenje. Ne zato, da z njih naredimo to, kar mi mislimo, da morajo biti. In to bi res rada, da si zapomnite, zaradi tega, ker se vam bojo veliko manj upirali in veliko več trenutkov bo takih, ki vam bojo vredni, da si jih zapomnite. Veliko manj, kad boste rekli, spet je bil en tak dan. Tako da ja, hvala lepa. Ni nam lahko.